go. Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam prvo epizodo magazina Pod prečko v novi sezoni 2025-26. Obiskali bomo Ljudski vrt, kjer je Blaž Vrhovec po koncu profesionalne kariere postal team manager. Mislim, ja, mogoče je bilo malo težje, zato ker dejansko tu nihče ni bil še v tej vlogi. No. Kakor sem jaz, je pa res, da recimo na Cipru, tudi na Poljskem smo imeli nekoga, ki je bil team manager. V Kidričem nas bosta gostila Rok Šaubah in Vid Koderman. To, kar poslušamo, ni nikom, ne, za nikom. Po moje, da mi poslušamo. V novi rubriki bomo predstavljali zgodbe navijačev slovenskih klubov iz sveta znanih. Kot prvi bo svojo zgodbo predstavil igralec Robert Korošec. Pač je v Sloveniji vse vezano na uspehe. Zdaj pa recimo edini klub, ki ga jaz vidim, da ne glede na uspehe bo imel podporo, je pa pač to Maribor, pa par korakov nižje Mura, pa ostali. Spomnili pa se bomo še evropskega poletja Celja, ki bo znova zaigralo v konferenčni ligi. V nogometu je vselej ključno po karieri vključevati nekdanje igralce, ki lahko veliko dajo, ne samo mladim, tudi starejšim igralcem, ki so še aktivni, in tega so se v tej sezoni lotili pri Mariboru. Blaž Vrhovec je v moji družbi. Blaž, sicer težko v slovenskem jeziku, to smo že z vašim tiskovnim predstavnikom ugotavljali, poimenujemo vašo vlogo, tako da bomo kar ostali pri tujki team manager v novi sezoni. Najprej morda o tem prehodu iz staža profesionalnega igralca v zdaj team managerja, kako je to potekalo v zadnjih mesecih? Ja, mislim, da v prvih tednih je bilo kar zahtevno, pač se navaditi na vse te nove stvari, malo spoznati, kaj se tudi dogaja iza tega, kar sem prej delal, tako da je zelo veliko stvari, ampak sem vesel, nekako, da sem ostal v klubu, da sem ostal tudi povezan s tem mestom, tako da to mi veliko pomeni in je pa sigurno bil kar težek prehod, kot sem rekel. Zdaj iz vaše kariere ste poznali to vlogo iz nekih izkušenj iz tujine ali je to nekaj novega, kar je zdaj prišlo v Maribor? Mislim, ja, mogoče je bilo malo težje, zato ker dejansko tu nihče ni bil še v tej vlogi. No. Kakor sem jaz, je pa res, da recimo na Cipru, tudi na Poljskem smo imeli nekoga, ki je bil team manager, tako da nekako sem vedel tam, kakšne so nekako zadolžitve, kako naj bi to vse skupaj potekalo. Ampak saj prav, nisem imel pa nekega ozadja, neke osebe, s katero bi se mogoče lahko pogovoril, kako to poteka, kaj vse lahko pričakujem, tako da ja, je šlo iz dneva v dan, ampak mislim, da sem dobro preživel te prve 2-3 mesece. Če greva čisto po domače, osnovne vloge oziroma osnovne naloge na delovni dan, morda med prestopnim rokom, ko je še bolj živahno, kako poteka vaš dan? Pa ja, sigurno med prestopnim rokom v Evropi, ko smo še igrali, je bilo to kar pestro, tako da zdaj se vse skupaj malo umirili, tako da ko prihajajo novi igralci, trenerji, sigurno sem jaz tukaj za njih, da jim pomagam v vsakodnevnih stvareh, kar je treba urediti, glede stanovanja, glede kakršnih kolih problemov, ki bi jih lahko imeli, ko pridejo, tako da dejansko največ dela z novimi igralci, da se čim prej navadijo tega okolja, da jim pač predstavim tudi, kako stvari potekajo v klubu, na koga se lahko obrnejo za kjerokoli stvar, kar jih zanima. Tako da, ja, kot si rekel, načeloma je bilo zelo pestro ta prestopni rok. Blaž, z vašega zornega kota je pa najverjetneje tu še ena dodatna vloga, vijolična DNK, o njej se veliko govori. Tudi na to so gledali, ne, v vodstvu kluba, ko so vas angažirali na to mesto? Pa sigurno, tako kot sem rekel, že toliko let sem bil v klubu, da vem, kako stvari funkcionirajo, da vem tudi, kaj v bistvu navijači tukaj zahtevajo. In mislim, da glede tega je to zelo enostavno jim predstaviti, da ko se vidi ta borba, ta želja, ta angažiranost na igrišču, jaz vedno fantom pravim, da jim nihče ne bo nič zameril, če se bo to videlo, če se bo videla ta prava energija, ker sem imel tudi sam to izkušnjo, nekako
nekako je bila to ena moja največjih kvalitet in mislim, da se to zelo cenilo, čeprav mogoče v kakšnih drugih cementih mi je veliko manjkalo, ampak se pravim, s to borbo, požrtovalnostjo sem tudi vse ostalo nadoknadil, tako da nekako hočem to vcepati v glavo, no, da je to tista stvar, ki jo hoče tukaj videti, da niso preveč zahtevni in da so to take stvari, ki jih lahko vsako tekmo da. Vodja nogometnih operacij Džem Bažgulj je izpostavil prav to vašo bojevitost. Nekako se zdi, da ste ga kupili z eno izmed tekem v prejšnji sezoni, ko ste bili na klopi za rezerviste, to me v enem neformalnem pogovoru razkril, in je gledal, kako motivirate svoje soigralce ob robu igrišča. To najverjetneje pogreje srce, ko nekdo tako opazi izven nekega pogleda. Jaz sem itak tudi njemu povedal, da jaz sem to potem, mislim, zadnja leta, ne vem, no. Pač mogoče tudi na začetku ne, ampak potem vsa ta leta, ko sem bil tu, sem nekako na tak klub gledal kot navijač, na to ekipo kot nekdo pač iz tribune, ki mu ni vsem za klub, tako da pol nekako so bile to pač čista čustva, emocije, nekako pač pomagati na vsak način in ne vem, to pač vsak pokaže na drug način, jaz sem pokazal tako, ni bilo to namensko, to pač pride iz tebe in ja, če on to videl, mogoče tudi to, sem ga kupil s tem, kot si rekel. Morda še v tej vlogi, kako opažaš spremembe pri mladih igralcih, ki se zdaj vključujejo iz kariere, lahko rečemo, ki se je razvlekla čez neka različna obdobja, vemo, tam COVID je vse spremenil, zdaj se zdi, da so mladi igralci povsem drugačni, kot so bili pa, lahko rečemo, 10 let nazaj. Pa mislim, da jim jaz probam dopovedati predvsem to, da včasih nismo dobivali toliko hitro priložnosti, no, kot mladi igralci. Še v tistem mojem času je bilo zelo malo mladih priključenih prvi ekipi in si mogel biti res neki ekstra, da si bil tu zraven, da si dobil minute. Zdaj tudi s tem pravilom v 21 igralci pač eno od mladih stalno dejansko igra in jaz jim sam probam vcepati, da naj to cenijo, ker to ni samoumevno. To je vsaka minuta, vsak trening, ko si s člansko ekipo, je nekaj posebenega. No. In velikih sploh ne dočaka niti te priložnosti. Tako da jaz sam upam, da pač se zavedajo tega in da vsak trening zgrabijo tako, kot je treba. Kako pa je pri tujih mlajših nogometaših, ko pridejo v neko povsem novo okolje, se težko privadijo, kaj se tu opaža, kakšna posebnost? Pa dobro, mogoče tujci, sploh mladi, ne vejo, kakšen klub je Maribor, mislim, ga šele potem spoznavajo in vidijo, da je to velik klub in da je pač težko priti zraven in mogoče nekdo misli, da bo malo hitreje dobil šanso, mogoče kdo od tujcev tudi malo podcenjuje našo ligo. Pa da misli, da je to neka umestna postojanka, lahko pa je seveda kar daljša postaja. Točno to, jaz mislim, da ne glede na vse je naša liga, glede na finančne vložke in vse ostalo, tudi iz mojih izkušenj, zelo dobra. Zelo dobra priložnost tudi za mlade nogometaše. In ja, mislim, da so mogoče tujci tudi presenečeni nad kvaliteto pa nivojem. Še na nek osebni razvoj, zdaj ta vloga team menedžerja glede na neke osebnostne lastnosti, živi tudi želja po izobraževanju v vlogi trenerja, po morda kakšni takšni vlogi v prihodnosti? Ne, po vlogi trenerja ne. Kaj pa funkcionarja kakšnega? Ja, to pa sigurno. Mislim, da je nekako ta vloga, ki jo imam zdaj, super, ker sprejemam informacije iz vseh strani, posod sem malo prisoten, vidim, kako stvari potekajo, tako da sigurno česarkoli bi se mogoče lotil v prihodnosti, mi bo to sam pomagal. Tako da glede trenerstva pa razmišljam, da bi mogoče šel na res licenco zgolj iz tega, da vidim, kako trenerji na to gledajo, ko se šolajo, ker vsi bivši igralci, ki sem z njim pogovarjal, pravijo, da je čisto nekaj drugega, ko ti razmišljaš kot igralec, pa potem, ko narediš licence in razmišljaš kot trener. Tako da me zanima zaenkrat izključno zaradi tega, da vidim tudi, kako je to iz druge strani in kakšne informacije vse grejo čez glavo, da ne bom pač tako kot futbol, zdaj recimo še gledam kot igralec po mojem. Blaž, najlepša hvala in vso srečo. Hvala.
Kdo je največji šalivec v vaši ekipi? Kosi. Kos je. A pa Lagano. Emšo. Kosi lagano. Kos. Kdo največkrat zamudi na trening? Kdo? Jaz sem kar blizu, ne? Kodi, ja. Kodi. Jaz bi rekel Kodi. Kateri soigralec bi bil najboljši trener? Jaz bi rekel Jogić. Ja, naš kapetan lagano. Pa tak, skozi ve, svetuje, ne vem. Ja, pa najbolj izkušen. Če ne bi bila nogometaša, kaj bi počela? Jaz bi se, po mojem, da spustil kar v delo mojega očeta, tako da ne, glih nekaj preveč razmišljam o tem, ne. Jaz pa je Ti po pa mojem doktorja. kaki, ja, ali pa drugi športniki. To je. Kdo v ekipi ima najboljši glasbeni okus? To, kar poslušamo, ni nikom, ne, za Po nikom. mojem, da kaj mi poslušamo. Ne vem. Pa rečemo Emšo. Svetovski. Ker ono, ko da ume, veš, se Samo ponavlja, ne vemo imena, samo ponavlja se skozi. Lahko zapojemo. Ja, to je verjetno. da ne bo prestrašilo ljudi. Bi mogli Omija poklicati, ja. Da prijesim. Kdo preživi največ časa v garderobi? Aca. Aco. Aca. Kakšen je vajin skriti talent? Ti imaš kaj? Ne, se za nič spomnil. Mogoče smo netalentirana. To je to. Če bi šla celotna ekipa na dopust, kdo bi bil organizator? Jaz rečem Omi. Omar, ja. Kočer. Omar ima finance, garderobe prek. Kdo najslabše sprejme poraz pri videoigrah ali kartah? Jaz bi rekel Kosi. Bi se znalo zgoditi, ja. Opišita drug drugega s 3 besedami. Težko bo, a? Boš ti začel? Ajde. Delaven, prijazen, nikomu ne na nič slabega nareja, pa pošten. Jaz pa rekel samozavesten, miren, pa delaven tudi. V nadaljevanju. Podali se bomo v Ljubljano k strastnemu navijaču NK Maribor Robertu Korošcu. Videli pa bomo tudi vse evropske gole Celja iz poletnih kvalifikacij. V novi rubriki se bomo o prvi ligi Telemach pogovarjali z znanimi obrazi, ki nogomet spremljajo kot strastni navijači. Tokrat bo z nami igralec Robert Korošec, velik pristaš NK Maribor, ki bo z nami delil svoje navijaške spomine in pogled na aktualno dogajanje. Pogovor pa začenjamo povsem na začetku. Izvedeli smo namreč, kdo je Robertu predstavil svet nogometa. Je v bistvu po moje fotor, no. Jaz sem z njim začel hoditi na tekme. To je bilo tisto, se spomnim, pri 5 letih. Mislim, da sem bil prvič na južni tribuni Ljudskega vrta in da sem prešvercal takrat še na stari stadion ono pištolo, veš, na rdeče, ko sem pokalico. Na skrivaj smo prešvercali, da sem lahko kot mali otrok streljal v zrak. Danes po moje nepredstavljivo, po moje bi kar kazen dobil ali pa prepoved doživljenjsko na stadion. Tako da, ljubezen je kar praktično od zibelke, no. Robert je lahko vsekakor zgled mlajšim navijačem, saj čustveno spremlja samo tekme svojega Maribora in posledično zelo dobro pozna slovensko ligo.
Ja, jaz sem pa moje eden redkih, ko ga vprašajo, kaj pa tujina, imaš simpatije, ne? Recimo imel sem simpatijo z Messijem, pa sem pol gledal njihove tekme, ne? Ko še bil v Barceloni ali pa od Argentine, ne? Ampak kar se tiče kluba, je pa pri meni vedno pač slovenska liga, pa Maribor, mogoče se kdaj kdo čudi, ko govorimo okoli, da samo to gledam. Zadnje čase po moje tudi redko celo kakšno ligo prvakov spustim, od Maribora pa vse pogledam. Skozi leta je doživel že marsikaj, zato je zelo težko izbral najlepše spomine iz različnih življenjskih obdobij, ampak ob majhni vzpodbudi mu je to seveda uspelo. Iz otroštva, sicer takrat nisem bil na tekmi, ampak še zdaj se spomnim v živo občutkov, ko je, se pravi, zdaj v Štipu pravo, ker si bolj statistik po mojem, ampak mislim, da Brezič dal gol proti Celju za 2-1 takrat, ali je bilo še tisto za 1-1, ne? Za 1-1, ja, sorry, ja. Skratka, bilo je v poznih minutah, Maribor je potreboval zmago proti Celju, Pušnik je bil takrat trener Celja in tisti gol od nikoder, v bistvu, izven kazenskega prostora, jaz sem tisto nažalost gledal po televiziji, ampak občutek še danes se ga spomnim, no. To je po moje iz otroštva, potem iz nekega tistega srednjega življenjskega obdobja, če tako rečem, ko sem največ hodil na tekme, ko sem še živel v Mariboru, je pa po moje, kljub temu, da ni bilo rezultatsko dobro, je pa Palermo po moje. Mislim, da večina mariborskih navijačev bo kot vzdušje izpostavilo Palermo, ker to je bilo nekaj neverjetnega, no. Se pravi, zmagati je bilo treba 4-0, ne? Na povratni tekmi, da bi izločili Palermo in neverjetno, da je celo mesto verjelo, da se bo to zgodilo. Vsi smo verjeli, še tudi tekma je šla na začetku in tisto vzdušje je nepozabno. Pa kaj, še eno novejše obdobje. Ne vem, zdaj iz glave se spomnim tudi recimo Villarjevega gola proti Hapoelu, ne? Mislim, Beršivi, ja. Zdaj na zadnje, ene posebne momente je bil po moje še proti Olimpiji na derbi, po moje eden izmed zadnjih, oziroma Sanchez ga je vodil. To pa zato, ker sta ta mala dva bila na tekmi, prvič, da sta bila oba na tekmi. Tako da, to so recimo taki spomini iz različnih obdobij. Robert niti približno ni presenetil z izbiro najljubšega igralca, ki je kadarkoli oblekel vijoličasti dres. Vseh časov. Ja, mislim, tudi po mojem ni treba zgubljati besed, bo kar Tavares, ne, tu glede na statistiko, glede na priljubljenost, glede na srčnost in vse to, mislim, da je težko reči karkoli proti Tavaresu, pa ga ne imeti rad, ne, pa nalezljiv nasmeh in tako naprej. Ful nam je bil pri srcu, pa vedno se bom spomnil, da je edini igralec, zaradi katerega sem hodil na treninge, Josip Piličič. Pa žal se zgodba ni šla v moderni dobi, če tako rečem. Ampak priznam, v srednji šoli sem na treninge, smo hodili samo zaradi Josipa, smo gledali to čudo takrat pred prestopom v Palermo. Tako da to. V glavnem so očetje tisti, ki v nogometu prenašajo ljubezen do kluba in športa na svoje otroke. Kako to uspeva Robertu, ki ga je delo prisililo v selitev v Ljubljano? Veš kaj, jaz imam eno tako anekdoto, recimo kolega igralec, ki je tudi Mariborčan, mi je rekel, da bom zelo težavo tudi otroke prepričal, da me bojo ati ali pa tati, ne, klicali, ne, da bo tu oči, ne. In jaz sem rekel, ne, samo vztrajati je treba. In jaz sem dosegel, da me kličejo po naše. Malo smo prilagodili, pa je tati, ne, ampak jaz še vedno pravim, to je po naše. In ta iz roda v rod gre naprej. Malo se pozna, da nismo glih v Mariboru, ampak sta kar prevzela po meni, no, gledata zraven. V njegovih očeh je Maribor v primerjavi z drugimi slovenskimi klubi poseben, predvsem zaradi pripadnosti navijačev. Jaz mislim, da bi dal definitivno Mariboru par procentov prednosti, predvsem ostale, kar se tiče navezanosti na klub. Se mi zdi, da je šlo to skozi zgodovino mesta v 90-ih zraven, po osamosvojitvi je bila to edina pozitivna točka v mestu. In se, če rečem po domače, ljudstvo navezalo. Jaz bi zelo visoko recimo postavil tudi Mursko Soboto, prek Murci kot ljudje že so taki
sproščeni in tako naprej, pa mislim, da imajo tudi statistično gledano, glede na število prebivalcev, pripadnost visoko. Poleg tu Olimpija, ki ima neko to zgodovino, ki bo vedno se držala, mislim, da je pa to, kar se te povezave z mestom tiče, po moje, nažalost, ali pa kaj je to, mogoče se Celje kaj prebuja, ne vem. Pač je v Sloveniji vse vezano na uspehe, zdaj pa recimo edini klub, ki ga jaz vidim, da ne glede na uspehe bo imel podporo, je pa pač to Maribor, pa par korakov nižje Mura, pa ostali. Beseda je nanesla tudi na to, če bi lahko zagret navijač Olimpije svojo ljubezen tako iskreno, kot on v prestolnici izražal ob selitvi iz Ljubljane v Maribor. Ja, bolj potiho. Ne, mislim, da bi se dalo, ne, sej v končni fazi tudi sem spoznal ene ljudi iz Continentala, če rečem, iz firme, ki pa ima sedež v Mariboru. Za čuda sem bil presenečen, da je v Mariboru sedež, veš, kak je danes je vse nekje drugje sedež. In recimo se vozijo z Ljubljane, pa so tudi simpatično usmerjeni v ljubljansko smer. Zanimalo nas je tudi, kako doživlja nov Maribor, ki ga je lani prevzel Adjun Ilidžali. Ja, klub je samo en, to je dejstvo. Jaz mislim, da čustva do tega kluba po moje nič na svetu ne bi spremenilo, ker je pač ukoreninjeno. Radi rečemo, mislim, da se tudi klub zdaj tale navijačev imenuje DNK. Radi govorimo o tem mariborskem DNK, pač to je v meni, to je šlo z mano, jaz lahko bi živel v Argentini, kjerkoli, jaz bi gledal prek streamov tekme Maribora, tudi če nisem tam, tudi če ne živim več tam, se mi zdi, pač to je šlo z mano naprej in bo vedno ostalo, ne glede na to, v katerih rokah bo klub. Si pa lahko mislim svoje, ne? Robert je razkril tudi, kako njegovo ljubezen do Maribora doživljajo igralski kolegi. Večkrat smo se z kakšnimi glumci na balkonu mestnega gledališča ljubljanskega, že mi veliko pove, zafrkavali. Mislim, zdaj bom sam sebi popihal na dušo, da noben ni toliko goreč kot jaz. So pa vmes kakšni simpatizerji, bom rekel, ki pa v igralskem stilu zelo radi provocirajo. In pol nas goreče to zelo hitro vname, ne? Za konec pa je razkril še zanimivo anekdoto z Gorazdom Žilovcem, strastnim navijačem Mure. Sva pa z njim skupaj igrala v eni predstavi, ki je še na sporedu v SNG Maribor, koprodukciji eni Pod svobodnim soncem. Vem, da je bila tekma, mislim, da ni bila z Muro sicer, ampak v Gorici smo delali to predstavo in je bila v Ajdovščini tekma Maribora in jaz sem dobil prosto z vaje, ker je bila tekma ob 3, do 2 imamo ponavadi vaje in sem hitro šival in smo takrat, mislim, da Primorje premagali, pokalna je bila, ker je bila sred tedna. In vem, da sem prvemu Žilovcu takoj povedal, da z nami je uspelo iti dalje. Robert, najlepša hvala za tvoj čas in obilo užitkov v spremljanju tvojega kluba. Celjani so v letošnjem poletju kvalifikacije pričeli v Evropski ligi, na koncu pa so si z odličnimi predstavami zagotovili jesen v konferenčni ligi. Spomnili se bomo vseh golov aktualnega pokalnega prvaka.
bodo zdaj izvedli Celjani, vse skupaj 2-0. Priložnost in 3-0. Mesić, 5-0. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih Prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.